Gospodje, ženska je videla umor skozi okna drvečega tramvaja. Tramvaj ima 6 vagonov. Videla je umor skozi okna zadnjih 2. Zapomnila si je najznačilnejše detajle. Ne vem, kako lahko temu sploh še ugovarjate. Mene ne prepriča. Posod, da bi slični. Sprašujem se, če kdo ve, koliko časa rabi tramvaj za... Čakajte, no! Tole, kar imamo tukaj, ni nobena igra. Tu pa mislite vi, da ste? Umerno se, umerno. Da prave volje sem, da moram prisoliti. Ejte, no, ušete se, ne bomo še pretepali. A ste ga videli? Da si pa upa, da si pa zares upa. Ejte, no, je že minilo. Saj ni važno. Ja, kaj ni važno? Tule ni nobena igra. Je že minilo. Nič je minilo, hočem, da se opraviči. Okej, Siknova, opravičuje se. Ja, ma počakajte, podujela. Prosim. Usedite se. Hvala. Sprašujem se, če se komu sanja, koliko časa rabi tramvaj, ki pelje srednje hitro, da gre mimo neke določene točke. Kakšno zvezo ima pa to? Koliko časa? Ugibajte. Nimam pojma. Kaj bi rekli? Ne vem, 10-13 sekund. Da zakaj se pa zdaj gre, no? Rekel, da ste dobro zadeli. Še kdo? Dajte, no kaj pomeni zdaj ta igra, igra. Kaj bi pa vi rekli? 10 sekund približno. No, prav, recimo 10 sekund. Kam ciljate? Sem. Tramvaj rabi 6 sekund, da pelje mimo neke točke. Pa recimo, da je ta točka odprta okno sobe, kjer se je zgodil umor. Če se v tisti sobi malo ospregnete skozi okno, se skoraj dotaknete žit tramvaja. Je tako? Zdaj vas vprašam tole. A je kdo od vas kdaj bival v tramvajski progi? No, pravkar sem nehal pleskanje stanovanje, ki gleda na tramvaj. Pleskal se, veste, 3 dni sem bil tam noter. No in kako je bilo? Kako mislite? Hrupno. Pa še kako. Pa vse to ni važno. V našem poklicu prenesemo karkoli že. No, nekoč sem živel v stanovanju v drugem nadstropju, tik ob tramvajski progi. Še je bilo okno odprto, ko je peljal tramvaj mimo, je bil hrup neznosen. Še lastnih misli nisi slišal. No, ne slišiš lastnih misli, v čem je bistvo ženega, no, hej. Takoj, samo trenutek. Vzemimo dvoje pričevanje in sestavi postopka. Prvič, stanje v spodnjem stanovanju. Pravi, da je slišal fanta, ki je rekel, ubim te bom in padec trupla hit potem, sekundo potem, je tako. Drugič, ženska na oni strani ceste izjavila je, da je videla v boj skozi zadnja 2 vagona tramvaja, ki je peljal ravno mimo. Je tako? Zadnja 2 vagona? Ja, že prav kaj nam vse poveste, no? Tako, strinjali smo se torej, da rabi tramvaj 10 sekund, da pelje mimo. Ker je ženska videla klanje skozi zadnja 2 vagona, lahko sklepamo, da je truplo padlo na ta trenutku, ko je peljal tramvaj mimo. Torej, je tramvaj rjovel pod oknom starca celih 10 sekund, ko je truplo padlo na tramvaj. Stari je po lastnem pričanju slišal, ubil te bom in padec trupla. V trenutku, ko mu je tramvaj rjovel pod oknom, nemogoče je, da je slišal karkoli drugega Jo, je tramvaj. idiotsko, se vede, da to A res slišal. mislite? Stari je rekel, da je fant zaupil. To mi zadostuje. No, če je že kaj slišal o rjovenju tramvaja, ni mogel identificirati glasu. Govorite o nekaj sekundah, no vendar ne more biti tako natančen. No, po mojem mnenju mora biti pričevanje, ki lahko nekoga spravi na električni stol, natančno. Zdi se mi, da ni bolj slišati. Iz tistemu hrupu tam zadaj sigurno ne želi. Ljudje, če sploh govorite, no, stvar ima svojo težo. Ne, pa zakaj bi vi ta stari lagal? Kaj bi se dobil? Ti mogoče malo pozornosti. Kar naprej nas učite pameti. Zakaj ne pošljete tega v časopis, da plačajo 3
malo bolj spoštljivi, ja? Če boste še take stvari govorili, vas bom vrtel ven. Nadaljujte. Govorite, kažete. Zakaj mislite, da bi starec lagal? Ne, predsej časa sem ga opazoval. Šiv njegovega regaca je bil prpatno postavljen. Ste opazili? Ja, Mislim, da se na sodišče ne pride tako. Je bil zelo star človek, s strganim regacam, in zelo počasi plevsal na prostor za kriče. Novo je vlekel za sabo in to prikrival, ker ga je bilo sraka. Mislim, da ga bolje poznam do vseh vas. Gre za tihega, prestrašenega, nepomembnega starčka, ki je bil vse življenje nič, ki nikoli ni požel nobenega priznanja. Nihče ga ne pozna, nihče se ne meni zanj, nihče ga ni vprašal za mnenje vse 75 let, koliko je star. To je žalostna stvar biti nič. Ta človek si želi priznanja, mora se ga poslušati, mora biti vsaj enkrat upoštevan. Zanj je to zelo pomembno. Težko bi mu bilo utoniti spet v anonimnost. Čakajte malo. Hočete nam povedati, da bi lagal, samo da bi bil enkrat bolj pomemben? Ne, saj ne bi zares lagal, ampak najbolj sam verjame, da je slišal tiste besede in prepoznal fantov obraz. No, to je najbolj neverjetna zgodba, kar sem jih slišal. Kako se morate izmisliti kaj takega? Kaj sploh veste o tem? Gospodje, primer temelji na logičnem in razumnem razvoju dejstev. Držimo se tega. Dejstva so lahko tako bahana, kot je hoče tisti, ki jih predstavlja. Pa bi kdo da vrete proti predlagu? O, jaz bi jaz. Še ena druga stvar je, ki sem jo hotel na kratko omeniti. To je eno izmed vprašanj, ki se mi je porodilo na sodišču. Mislim, da smo dokazali, da stari ni mogel slišati fanta, ki naj bi rekel povinte bo. Ampak recimo... Sploh niste dokazali. Kaj ne plazate? Ampak recimo, da ga je zares slišal. Ta fraza. Kolikokrat jo je že vsak od nas izrekel? Najbolj 100-krat. Zato bi te lahko ubil, draga. Ali, če bo še enkrat to naredil, te bom ubil. Vsak dan to izgovarjamo. To pa še ne pomeni, da bomo res nekoga ubili. Čakajmo, kaj nam pa hočete tukaj ne prodajati? Fraza je bila, ubil te bom. In fant je kričal iz polnih pljuč. Ne bi zdaj govoril, da ni mislil resno. Vsak, ki to tako pove, misli resno. Počakajte, Ljuder, morda res ne vem. Spomnim se pred par tedni s kolegom Stikom, ki dela poleg mene v Baru. Rekel me je bil, zaupil sem nami. Ne, tebe kolega vas hoče prepričati, da to ni tako. Fant je rekel, bo ubil in ga tudi je ubil. Konc pa tega. Pa naj vprašam takole. Mislite, da bi fant tako stvar na ves glas ubil, da bi ga cela soseska slišala? Mislim, da ne. Prebrihte me za to. Oj, brihte! Navadna butasta baraba je. Še dobro angleško ne zna. Sploh ne zna angleško. Oprostite. Menjam svoj glas za Vi se klicate. Slišali ste, kaj sem rekel? Da ste prepričani? Ja, sem prepričan. V redu. Rezultat glasovanja je 9 proti 3 za kriv. No, če to ni že od sile, s čim to utemeljujete? Glejte, dejstva so očitna. Vsi so rekli, da je fant ubil svojega ta starega. Pa če še tako kričite, njegov lastni odvetnik je vedel od samega začetka, da nima šans. Njegov lastni odvetnik. Lahko vam je jasno. Zasluži stol. Ja, res. Že kdaj prej se je zgodilo, da je bil nekdo priznan za krivega umora in usmrčen in je leta kasneje nekdo drug priznal umor. Včasih so dejstva, ki so najbolj očitna, na vas šla.
vam. Ali sta prav. Marjan, reč neki. Poslušaj. Fant je bil odvetnika, ne? Ja. Odvetnik je imel tak primer. Niste ga imeli vi. Kako lahko imate to samovar? Odvetnik je bil po službeni dolžnosti. Kaj je to pomeni? Ko pomeni kup reči, lahko pomeni, da tega primera ni maral. Lahko pomeni, da se mu je upiralo, ker je bil določen po službeni dolžnosti. To je primer, ki mu ničesar ne prinese. Ne denarja, ne slave, niti šanse za zmago ne. Za mladega odvetnika to ni obetaven položaj. Da bi lahko podal dobro branko, bi moral zares verjeti v primer. Kot ste rekli malo prej, očitno ni. Seveda ni. Kdo pa bi razen Boga, če bi že stopil dol na zemljo? Ej, može, poglejte, koliko je ure, no. Oprostite, imam še nekaj za veliš. Še za veliš? Ja, nekaj hočem povedati. Pazljivo sem poslušal in mislim, da ima tale mož nekaj dobrih test. Kot je pokazal proces, vam zgleda kriv. A čeprav je odgledano, nekaj hočem vprašati. Denimo, da je pan zagrešil zločin. Zato, da bi očeta izbežal. To je bilo 10 minut čez 12. Zdaj pa, kako ga je policija ujela? Prišel je domov po 3 in nekaj in 2 detektiva sta ga prijela v veži. Sprašujem se, če je on res dobil očeta, zakaj bi šel domov, a ne bi se bal, da bo avertiran? Šel je domov po nož. Ni prav fajn puščati noža v prstih človeka, ki si ga zaklava, ne? Ja, posebno pa, če ti človek je sorodni. Fant je vedel, da so ljudje, ki bi lahko prepoznali nož. Moral je priti do njega pred policijo. Ja, ampak če je vedel, da bi lahko kdo prepoznal nož, zato ga je tam pustil. No, zbežal je v paniki, ko se je pa pomiril, se je pa spomnil noža. Ampak to je odvisno od vaše definicije, kaj je panika. Bil je zadosti priseben, da je obrisal prste od tiste. Torej, kje se panika razlačne in kje se nika? Vse to je lahko pozapra. Še zmerjam je dejstvo, da je prišel domov po nož, da bi se ga znebil. Ja, čez 3 ure. Seveda, čez 3 ure. Če bi bil Stefan in če bi res bil očeta, ne bi prišel nazaj, bal bi se, da je tam policija. Ne bi pa šel blizu nož gore, dol. Glasovali ste za Liru, ne? Zakaj pa zdaj glasujete? Čakaj, me ni treba videti na eni in na drugi strani, samo sprašujem. Tole bo moje bistvo. Ženska na drugi strani ceste trdi, da je trenutek potem, ko je šel mimo tramvaj, to se pravi trenutek potem, ko je fant zabodal očeta, zakričala in šla na telefon klicati policijo. Po moje je ta fant mogel slišati ta krik in je vedel, da je nekdo nekaj videl. Ne bi šel nazaj, če bi bil morilec. Dve bistvi. Prvič, v paniki mogoče ni slišal krika. Morda krik sploh ni bil glasen. In drugič, če ga je pa slišal, ga morda ni povezal s svojim dejanjem. Spomnite se, da se vse dogaja v soseski, kjer je kar naprej diletant. Tako je, tukaj imate odgovor. Mogoče je zaklal očeta, ni slišal ženske kričati, je zbežal v paniki, se pomiril in čez 3 ure šel nazaj po nož. In tvegal, da ga ujame policija. Mogoče je bilo vse to tako. Mogoče pa tudi ne. Zdi se mi, da je dovolj razlogov za dvomanje. Je bil fant v času umora sploh tam. Po kakšnem dvomu šel? O čem to govorite? A da stari ni videl, ko je stopil iz hiše? Da si prevrača dejstva, vam povem. No, je stari od 12 in 10. Videl fanta bežati iz hiše? Ga je ali ga ni?
naklop da priče. Za Božje zdravje. Povem vam, ljudje, tukaj se sprevrača dejstva. Pričam se ne verjame, zato pa ni razloga. Priče lahko živijo v zmoti. Seveda, seveda lahko. Če vi tako hočete, veste, kaj mislim. Nekaj popiti. Mogoče je prav nekaj upitja, kar tukaj potrebujemo. Trije kolegi se zmeramo zapletajo. So slišali upitja? Nismo slišali upitja. V čem je razlika? Samo za drobne detalje gre. Pozabljate na najvažnejše. Naenkrat tukaj je že vsa Predlagam še jaz zdaj tukaj govorim. Predlagano je še eno glasovanje. A bi se usedli, prosim? Kaj pa bomo pridobili še z enim glasovanjem? Ne vem, je gospod predal predlog in Taka izguba časa. Samo zapravljamo čas za praznik. v redu. Mislim, da bo najhitreje, da povedamo, kdo je za ni kriv. Vsi, ki ste za ni kriv, dvignite roke. Še isto zmera. 1, 2, 3 je za ni kriv, 9 za kriv. In kje smo zdaj? Povem pa, tako ne lahko blevetamo do naslednjega torka. Kam to pelje, a ne povejte? Glasoval sem za ni kriv. No, kaj se pa greste? A se nam vsem že mešali, pravi? Fantje, kriv, držimo se dejstev. Tule, postaje nas, prekleto slaba šala. Rezultat glasovanja je 8 proti 4 za kriv. Druг, zdi se mi, kot da vam srce krvavi zaradi tega malega grdavša. Ja, dajte, povejte nam, zakaj ste si premislili. Povejte nam razlog, zakaj. Ni treba razlagati svoje odločitve. Pogaja se mi utemeljen dvom. Kakšen utemeljen dvom, to je samo človek. Tole si oglejte. Murc, ki ste ga proglasili za nekrivega, je bil viden, ko je tole stvar zarinil v očeta. Tole si oglejte, gospod Gomilc. To ni to noč, se ne spomnite. Pa je pa najbolj ravnodušen. Tukaj ne sedite in vlečete zgodbe z rokav. Kaj ne sploh verjamemo? Povem vam, če bi tale človek sedel v ringu na boksarskem prvenstvu, bi trdil, da je zmagal tisti, ki leži na tleh. Dajte no, kaj pa ta star? A hočete, da verjamemo, da ni skočil po konci in stekel skozi vrata, da bi videl fanta, ki je meril stopnice dol 15 sekund po boju? Vse to kaže, ker se dela važnega. V čem je smisel tega? Prostite, ali je stari rekel, da je tekel dobro? Tekel, hodil, v čem je razlika? Rekel, da je potekel, vsaj mislim, da je. Ne spomnim se, ampak kako bi lahko on tekel? Rekel je, da je šel od spalnice do vhodnih vrat. To je zadosta, ni? Samo malo. Kje je spalnica, da ponovimo? Nekje na dnu hodnika. Mislil sem, da si se zapomnite. Se tega ne spomnite. Ne? Gospod predsedujoči, rad bi si ogledal to iz stanovanja. Zakaj pa zdaj to? Kako je to, da sedim v tej sobi, ki si kar naprej hoče ogledovati predmete, no? Tudi jaz bi si rad to ogledal. Jaz pa hočem, da nehamo zapravljati čas, no? Če se bomo spet začeli prebijati skozi vso to stvar, kje je bilo truplo najdeno, pa kje je tramvaj Ne bo se brez skrbi. Ne, razen če kdo drug to hoče. Rad bi samo videl, če lahko zelo star človek, ki vleče na nogo za sabo, ker ga je lani kap, pride od postelje do vhodnih vrat v 15 sekundah. Rekel je 20. Rekel je 15. No, 15. Kako pa ve, koliko je to 15 sekund? Tega se ne da presoditi, razen če ne štopaš, ali pa ni podobena. Rekel je 15 sekund. Zelo je bil prepričan. Star človek je! Videli ste ga. Pol vsega časa je bil zbegan. Kako je lahko prepričan v karkoli, no? Ne vem, kaj bomo s tem dokazali. Človek je rekel, da vzidem fanta vešati van. Ne še hoče. Poglejmo, če podrobnosti to potrebuješ.
Takoj, ko je slišal pasti trup na tla, je rekel, da je slišal od zgoraj korake, ki so šli proti sprednji vrati. Slišal si je vrata, ko so se odprla in nekoga, ki je šel po stopnicah dol. Kolikor je mogel hitro, je prišel do svojih potnih vrat. Zaklel se je, da ni mogel trajati več kot 15 sekund. Če je morilec začel bežati takoj, stari je rekel, da je. Veste kaj? Morali bi se udeležiti konference dla koncepcev v Atlantic Cityju. Zakaj ne bi nehali kar naprej dajati pametnih pripomb? Prijateljček moj, za $3 na dan moraš poslušati karkoli že veš. No, zdaj imate torej svojo predstavo. Kaj zdaj se? Smem, seveda. Da. Tule je stanovanje, kjer se je zgodil umor. Stanovanje od starega je tik pod njim in popolnoma enako. Tukaj je tramvajska proga. To je spalnica, to je druga spalnica, to je dnevna soba, kuhinja in tole je predsoba. No, tukaj so vhodna vrata v stanovanje. Rekel je, da je vstal, šel do predsobe, po predsobi do vhodnih vrat, jih odprl in pogledal prav v trenutku, ko je tekal naš fant dol. Ima prav do sem. Njegova postelja je ob oknu. Od postelje do vrat v spalnico je 6 metrov. Dolžina predsobe je 12 metrov in pol. Moral je vstati, hoditi 6 metrov, odpreti vrata spalnice, prehoditi 12 metrov in pol, odpreti vhodna vrata v stanovanje, vse to v 15 sekundah. To lahko sedi, Gledali lahko. Poglejmo. Samo zelo počasi lahko hodi, ni možno. Za starca, ki ima za sabo kap, je to dolgo pohod. Takole, tole je od starca postelja. In kaj? Hočem izkusiti, poglejmo, koliko časa je rabil. Kaj to pomeni, hočem to preizkusiti? Kaj pa dokaz ni prišel s tem, če je tako važno? Morda mu ni prišlo na misel. On ni prišel s tem na dan, ker je vedel, da bi škodilo obrambi. Kaj mislite o tem? Takole, tukaj stoji postelja. Prehodi bom 6 metrov, tu je dolžina spalnice. Tam se meša, tega se ne da natančno ponoviti, no. Tako, tole so vrata v spalnico. Dolžina predsobe je malo več kot 12 metrov. Sprehodil se bom do tistega zidu in nazaj. To je absolutno dobro. V čem je misla, da tratimo čas na vse? No, po vaše bi to trajalo samo 15 sekund, poglejmo, če to mogoče. Da gre 10, 11, 12, takole. Podajte mi še stov, prosim. Hvala. Tole so vrata v stanovanje. Kolikor vemo z pričanja, so bila zaklenjena z verigom. Kdo ima ogrst sekundami? Jaz. No. Ko hočete, da začnem, udarite z novo. To bo padec trupla. Zdaj je tam. A je še kdo za te maške, ali? To ni res, no, kaj to se to? Koliko, pripravljen sem. Dajmo že, no. Čakam, da mali kazalec pride do 60. Dajte, hitrej, šel mi dvakrat tako hitro. Srce se umeje, kot je hodil stavec po sodni normani. Če mislite, da bi moral hoditi hitreje, to bo. Dejmo, no, nekajmo že s temi vročarijami, poglejte po fiola, no. Stop! Je že koliko časa? 15, 20, 25, 35, 42 natančno. Točno 42 sekund je bilo. No, mislim, da vem, kako je to potekalo. Nekaj ur prej je stari slišal prepir med fantom in očetom.
Potem je, ko je že ležal v postelji, slišal truplo, ki je padlo v Fatlovem stanovanju. In slišal je žensko, ki je zakričala na drugi strani ceste. Vstal je, poskušal je priti do vhodnih vrat in slišal nekoga, ki je šel po stopnicah dol in mislil je, da je to naš fant. To je možno. Si zmišljate? Poslušajte, mladi, vse sorte sleparije sem že videl v življenju. Tale je pa vrhunska. Vidite semle z vašimi svetoklinskimi idejami o otrocih s predmestjah in odkrivicah. Si zmišljate nove zgodbe in da si imate naenkrat vse ene stare babe. No, tole pri meni ne užge. Zadost malo. Kaj pa vam je, ljudje? Fant je kriv. Naj se stvore. Ne se ne bom pustiti, da se zmuzne. Da se zmuzne? Ste njegov rabel. Eden od njih. Zgleda, da bi radi še pritisnili na gum. Da tega mulca lahko stavite, da bi prav rad pritisnil na gum. Smilite se mi. Začenjajte spet z mano. Vse, odkar ste stopili v to sobo, se obnašate kot samozvani javni maščevalec. Rečem vam, da nehajte, utihnite. Hočete, da fant umre zato, ker to hočete osebno, ne zato, ker so takšna dejstva. Utihnite. Vi ste sadist. Utihnite, hudište bom. Ej, Ubil te bom! Ubil te bom! Naj ne mislite zares. Kaj me gledate, no? Možna postaja. Zanima me, da ne delajo na večerjo za restauracijo. Pojma, dragi gospod. Ne, zanima me zato, če ne pridemo do okolja. Doma imam fanta, ki na vrš utekuje v svoj. Zapuščam, ale prvi. Nismo zato tukaj, da bi se popigali. Imamo odgovornost. To, kot se zbiva v mislju, je čudovita lastnost demokracije. No, kako se reče, da smo bili poklicani, da so nas po pošti obvestili, naj pridemo semle in odločimo o krivdi ali o nedolžnosti človeka, o katerem nismo nič pregledali. Z našo razsodbo nič ne dobimo in tudi ničesar ne dobimo. Temno postaja. Nevihto bomo dobili. Res je. Kje vroče? Prostite, ali se vi ne zmajite? Ne, se ne. Če bi še enkrat glasovali. Dobra zamisel. Mogoče bi jo pospremili s fanfarami. Gospod posedujoči, meni je prav. To noče glasovati. To noče glasovati? Predlagam javno glasovanje. Naj vsak na glas pove, zakaj glasuje, da vemo, pri čem je kdo. Zgleda pošteno. Je kdo proti? V redu. Zadnje glasovanje je bilo 8 proti 4 v prid Pirka. Klical vas bom po številkah. Glasujem za kriv. Zdaj.
Številka 2, Ni kriv. številka 3, Kriv. številka 4, Kriv. številka 5, Ni kriv. številka 6, Ni kriv. številka 7, seveda kriv. Številka 8, tudi kriv. Številka 9, Ni kriv. številka 10, Kriv. številka 11, ni kriv. Številka 12, kriv. 6 proti 6. 6 pa bo nove bitke. 6/6. Povem vam, da so tu bili nekateri polnovredi samo zaradi tazga mulca. Kakšen je fant, nima nič opraviti s tem. Ah, ne vasa s teh dejstev. Do vrha glava nam. Obračate, kako vam paše. To je natančno to, na kar opozarja ta gospod. Vi pa upijete kot jesika. Radi bi malo mlajši. Grozno vroče te noge. Dožmo. Ne. Kako ste si to zamislili, modroki? Povejte mi, zakaj ste se premislili? No, jaz mislim, da je dosti pomembno, da še nisem prosili na vas. Imate se na kaj upre. Dobrosti. Samo to je, da vas je ustrahoval kup. Kako jim že rečete, intelektualcev, ja. To ni res. Taki ste kot vsi. Preveč razmišljate, pa se vam zgodja. A me razumete? Poslušajte, vi nimate pravice, da tako govorite, ja? Kako še je glino? Ali mislite, da bo shranilo? Ja, najbrž. Madonna, poglejte, kako pada. Spominja me na nevihto, ki nas je zajela novembra, nekdaj že. Kakšna nevihta van. Na sredi igre bil je prvi polčas. Kar naenkrat smo začeli premikati žogo iz napada. Bum, bum, pan. Tega ne bom nikoli pozabil. Poskusimo prav tale ventilator tek. Zdaj pa ja. Mislim, da je bil priklopljen na stikalo za luč. Polna pol je presenetljiva, ne? Ja. Glejte, kar se tiče tistega Jevreja, tistega milijonih gledati, hočemo povedati, da to nič ne zapasuje. Sem zelo skipil, veste. Kako si on upa mene klicati, javni maščevalec in sadist in take stvari. Vsaj si pa pravi pameti ti mu dal vetra, ne? Samo dražit me hotel. Odlično mu je uspelo. Saj se pa rekel, kakšen sem, to me premagne, ne more se obgledati. Ampak vam povem, da jaz mislim resno. Vajni so se bili vsi. No, a ni toli najbolj prekleta stvar, ki ste jo kdajkoli doživeli? 6/6. Saj to je šala. Tistih 6 buksov tam not ne bo spremenilo mnenja.